Epidemiološke razmere v državi se še naprej počasi izboljšujejo. Število aktivnih primerov okužbe s COVID-19 upada, po oceni NIJZ je trenutno aktivnih okužb v državi 7450. Tudi 7-dnevno povprečje okužb se še naprej znižuje. Današnji podatki kažejo, da znaša 444, včeraj je to povprečje znašalo 449. V skladu z načrtom sproščanja ukrepov se nahajamo v rumeni fazi, kar se tiče same obarvanosti posameznih regij, pa današnji podatki kažejo, da je 9 regij obarvanih rumeno, Primorsko-notranjska regija je trenutno edina, ki je obarvana oranžno, Koroška regija pa je obarvana zeleno. Z današnjim dnem so v veljavo stopile številne sprostitve, ki jih je Vlada Republike Slovenije sprejela prejšnjo sredo. V šolske klopi so se vrnili vsi srednješolci, fakultete lahko vnovič izvajajo predavanja v živo, podaljšuje se obratovalni čas lokalov, odpirajo se tudi igralnice. Treningi so po novem dovoljeni za vse, dovoljena so tudi tekmovanja, ki jih lahko ponovno spremljajo tudi gledalci v živo, a pod pogojem zasedenosti največ 50% sedišč, ki so na voljo. Enak pogoj velja tudi za kulturne prireditve. Zbiranje na prostem je dovoljeno do največ 50 oseb. Kar se tiče nošnje mask, je maske še vedno potrebno nositi v zaprtih prostorih in tudi na prostem, kadar ni mogoče vzdrževati 1,5 metrske medsebojne razdalje. Tudi v šolah je še vedno potrebno masko nositi ves čas, le pouk športne vzgoje je pri tem izjema. Za zaposlene v vzgojno-izobraževalnih zavodih glede pogoja tedenskega testiranja ni sprememb. Tedensko testiranje še naprej ostaja obvezno za vse, ki še niso bili cepljeni ali ne spadajo v skupino prebolevnikov. Še vedno pa je potrebno upoštevati tudi vsa higienska priporočila NIJZ, se pravi redno umivanje oziroma razkuževanje rok, prezračevanje prostorov, skrb za higieno kašlja. Ogled športnih dogodkov, kulturnih prireditev, obisk notranjosti lokalov in gostiln pa je mogoč le ob izpolnjevanju pogoja PCT. Sicer pa je bilo včeraj ob opravljenih 1504 PCR testih potrjenih le 113 novih okužb. Včeraj je bilo hkrati opravljenih tudi 7399 hitrih antigenskih testov. Poglejmo si te podatke v prvi izmed današnjih tabel. Kot že rečeno, je število pozitivnih primerov včeraj znašalo 113. To pomeni, da je delež pozitivnih PCR testov znašal 7,5% in se je precej znižal v primerjavi s podatki izpred enega tedna, ko je ta delež znašal 11,2%. Tudi v bolnišnicah se nadaljuje trend upadanja zasedenosti COVID postelj. Skupaj se danes v naših bolnišnicah zdravi 407 COVID-19 pacientov, od tega 121 na oddelkih intenzivne terapije. Na novo je bilo včeraj v bolnišnice sprejetih 10 pacientov, v soboto pa je bilo takšnih 13. Skupaj je bilo včeraj iz naših bolnišnic odpuščenih 8 pacientov, v soboto 23. Tako včeraj kot v soboto smo vnovič žal zabeležili smrti, tako včeraj kot tudi v soboto so žal umrle 3 osebe. Če si pogledamo naslednji graf, ki prikazuje število zasedenih postelj v naših bolnišnicah, je iz grafa lepo razvidno, da se število zasedenih postelj znižuje tako na navadnih oddelkih, na oddelkih intenzivne terapije, a precej počasneje kot navadnih oddelkih. Posledično se znižuje tudi skupno število zasedenih postelj v naših bolnišnicah. Če si pogledamo še naslednjo tabelo, ugotovimo, da je na navadnih oddelkih danes zasedenih 286 postelj, na oddelkih intenzivne terapije 121, skupaj pa, kot že rečeno, bolnišnično oskrbo zaradi COVID-19 potrebuje 407 COVID pacientov. Nadaljujemo s prvo današnjo gostjo in njeno predstavitvijo. K besedi lepo vabim docentko doktorico Matejo Logar. Izvolite.
Lepo pozdravljeni. Kot ste videli, so trendi števila novo okuženih in trendi novo sprejetih v bolnišnice ugodni. Kljub temu pa je pravzaprav v tem trenutku v enotah za intenzivno zdravljenje hospitaliziranih več kot 1/3 vseh bolnikov, ki so v bolnišnicah. Večinoma gre tukaj za osebe, ki so stare nekje od 50 let navzgor, kar pomeni, da so to ljudje, ki bi že lahko bili cepljeni. Kaj želim povedati je to, da je v resnici pomembno, da se vsak, ki ima možnost, čim prej odzove in se odloči za cepljenje, ker le na takšen način bo najprej zaščitil sebe, potem bo ščitil seveda svoje družinske člane in hkrati omogočal, da se bo število novo okuženih v državi še naprej zniževalo. Ugodni so tako trendi absolutnih številk, kot tudi odstotek testov, ki so pozitivni, kar nakazuje na umirjanje epidemije. Po svoje je to zelo ugodno, ampak ne sme nas uspavati, da bomo zdaj rekli, zdaj se nam pa ni treba cepiti, stvar se umirja, ni potrebno, da se cepim, zdaj se bom cepil rajše jeseni. Takšno razmišljanje je kljub vsemu lahko nevarno. Zavedati se moramo, da v primerjavi z lanskim letom, ko smo v takem času imeli 36 bolnikov v bolnišnici, imamo v letošnjem letu, kot ste videli, število bolnikov bistveno večje. To pomeni, da je tudi virusa v sami populaciji bistveno več in še vedno lahko pridemo v stik z nekom, ki je asimptomatski prenašalec ali ima blago obliko okužbe in se tega ne zaveda. Zato je res pomembno, da se vsak izmed nas drži pravil za zmanjševanje tveganja prenosa okužbe in hkrati, da se čim prej odloči za cepljenje. V zadnjih tednih smo že in z današnjim dnem se še dodatno sproščajo številni ukrepi, ker veliko prahu je dviguje sistem PCT, se pravi prebolevniki, cepljeni in testirani. Ta ukrep oziroma model se pojavlja po vseh evropskih državah in to ni nekaj takšnega, kar bi bilo prisotno samo v Sloveniji. Hkrati pa se moramo zavedati, da s tem modelom lahko bistveno prej sproščamo številne dejavnosti, kot bi jih sicer. Glede na to, v kateri fazi sproščanja ukrepov trenutno smo, če tega ukrepa ne bi uvajali, bi bila tako večina gostinskih lokalov še vedno zaprtih, prav tako ne bi mogli sproščati kulturnih prireditev in pa prisotnosti gledalcev na športnih prireditvah. Nekaj vprašanj se je pojavilo, ali gre tukaj za diskriminatorno stanje. Pravzaprav ne gre. Tukaj ima vsak se po svoje odločiti, tako kot vedno v življenju, ali se bo odločil za cepljenje ali se bo odločil za testiranje. Oboje je v Sloveniji brezplačno in dostopno vsem državljanom, tako da tukaj gre res za osebno odločitev, kaj je nekomu bližje. Vsekakor je pa bistveno bolj enostavno, da se cepimo in na ta način dosežemo vse ugodnosti. Kaj je pomembno? Pomembno je, da ko se te storitve in ugodnosti sproščajo, da upoštevamo tudi navodila, ki veljajo, se pravi za športne prireditve, kako bo z vstopi, da ne bodo nastajale po nepotrebnem gneče pri samem vstopu, ker to so pravzaprav največje in najbolj problematične skupine. Takrat je tveganje, da pride do prenosa okužbe največje, medtem ko enkrat, ko smo na sami športni prireditvi, je stvar bistveno bolj varna, saj smo na svojem sedežu. Res še enkrat bi se želela zahvaliti vsem, ki upoštevate vsa priporočila, ki ste se že cepili oziroma ki še čakate, da vas bodo na cepljenje poklicali. Na ta način ste omogočili vso to sproščanje in omogočate tudi to, da bodo bolnišnice v prihodnjih tednih lahko pričele z večjim obsegom upravljati storitve, ki so sedaj čakale, tako da upam, da bomo vsi skupaj zdržali še teh nekaj tednov, ko se stanje še dodatno umiri in bomo vsaj na nek način lahko prišli v življenje, kot smo ga bili vajeni, seveda ob upoštevanju trenutnih priporočil in sistema PCT. Hvala lepa. Hvala lepa tudi vam. Prehajamo k novinarskim vprašanjem. Prvega bo zastavila Špela Loben, 24 ur. Izvolite. Ja, dober dan. Zanima me zdaj, ko je pač teh okužb toliko manj, ali bodo epidemiologi spet začeli
slediti vsem stikom, jih poklicali in jim odredili karanteno? Ter če ja, kdaj? Hvala. Hvala lepa. Ja, pogoj za prehod v zeleno fazo ni samo število okuženih in število hospitaliziranih, ampak je tudi to, da epidemiologi ponovno pričnejo s sledenjem kontaktov in z napotitvami v karanteno, kadar gre za visoko tvegane kontakte. Hvala lepa. Sledi vprašanje Sveta na kanalu A. Manca Turk, z nami, izvolite. Lepo pozdravljeni. Dve vprašanje imam v zvezi z AstraZeneco. Ali lahko zdaj to cepivo, torej drugi odmerek tega cepiva, dobimo po manj kot 12 tednih in pa kako je s prehodom čez meje? Ali lahko gremo na Hrvaško, če smo cepljeni samo z enim odmerkom, ali to še ne velja? Hvala. S hrvaškimi kolegi smo se prejšnji teden o tem pogovarjali in smo predstavili naše argumente. Za enkrat dokončnega mnenja glede tega še ni. Kar se tiče samega cepljenja za AstraZeneco, je seveda možno, da se cepimo tudi prej, tako tudi piše v navodilih za uporabo cepiva, vendar vse raziskave kažejo, da je imunski odgovor pa bistveno boljši, če se cepimo 12 tednov po prvem odmerku, kot če se cepimo v obdobju 4 do 6 tednov po prvem odmerku. In to je tudi nekje racionalni razlog, zakaj smo se pri nas odločili za priporočilo 12 tednov. Hvala lepa. Manca ima še eno vprašanje. Izvolite. Še to me zanima, cepilni centri še vedno poročajo, da je zavračanje cepiva AstraZeneca še vedno težava. Kaj svetujete, kaj lahko naredijo cepilni centri, ko pride do takih situacij? Hvala. Tukaj gre še vedno za to, da je najbolj pomembno pravzaprav mnenje osebnega oziroma izbranega zdravnika, ki svojega pacienta pravzaprav najbolj pozna in se z njim lahko pogovori o prednostih, nevarnostih, neželenih učinkov in na ta način se doseže največja sprejemljivost za cepljenje. Splošne kampanje pri tem lahko delno pomagajo, ampak bistveno bolj ustrezen je pa osebni pristop. Hvala lepa. Še kakšno vprašanje za doktorico Logar? Kot kaže, ni več vprašanj. Hvala lepa. Hvala lepa. Na oder pa vabim še našega drugega današnjega gosta. Kot že uvodoma napovedano, je danes z nami tudi profesor dr. Borut Štrukelj, ki ga še enkrat prav lepo pozdravljam. Izvolite. En lep pozdrav želim. Dovolite, da mogoče to konferenco danes začnem nekoliko drugače. Skratka, ne s pregledom razvoja cepiv in kje smo na tem področju, ampak bi začeli z zdravili, namreč na področju potencialnih zdravilnih učinkovin, kakor tudi že zdravil, ki so v uporabi sicer za druge indikacije, imamo nekaj novosti. Veliko vprašanj se dotika ivermektina. Ivermektin je znano, nekaj lahko rečemo utečeno, staro zdravilo, ki deluje proti nekaterim parazitom in je zato tudi seveda registrirano in uporabljeno. Vprašanja so pogosto povezana s tem, ali lahko uporabljamo ivermektin kot eno nadomestno zdravljenje, ali lahko uporabimo v samo zdravljenju in tako naprej. Ta trenutek je situacija sledeča. Svetovna zdravstvena organizacija in Evropska agencija za zdravila sta nekoliko posodobili svetovanje. Še vedno seveda velja, da za samo zdravljenje to zdravilo ni primerno. Zakaj? Vsi skupaj, torej tako strokovnjaki v Evropi, izven Evrope, po celem svetu, niti ne vemo pravzaprav, kakšen bi bil lahko optimalni odmerek. Jasno pa je, da je to cepivo kot učinkovina na celičnem nivoju in na predkliničnem nivoju izkazalo zmanjšanje replikacije virusa. Kar se tiče kliničnih študij, tiste, ki so bile narejene doslej, so pravzaprav negativne. Vendar, poudarjamo, te študije so daleč od pravzaprav nekega končnega sklepa in niso bile narejene v tako velikem obsegu, kot bi želeli. Zato Svetovna zdravstvena organizacija, kakor tudi Evropska agencija za zdravila, svetujejo pač razširitev kliničnih študij tako po številu posameznih udeležencev, kot tudi po stopni bolezni.
vedeti moramo pravzaprav, da to ni zdravilo, ki bi preprečilo okužbo, to je prva točka, ki je zelo pomembna, torej ne moramo uporabiti kot preventivo, in drugič, ta zdravilna učinkovina je v večjih odmerkih močno toksična. Tako da sedaj potekajo klinične študije in tukaj je priložnost tudi za Slovenijo. Močno si prizadevamo, da bi Slovenija vstopila v sistem kliničnih študij mednarodno ali da bi sami izvedeli eno od teh študij. To je sedaj pravzaprav nekako zelo aktualno. Drugo vprašanje, ki se nanaša na Češko in Slovaško, kar se tiče ivermektina. Češka in Slovaška sta dovolili pogojno uporabo ivermektina v bolnicah, ampak še to pravzaprav gre samo za bolnišnico v Brnu, nekaj malega v Pragi, kar se tiče Češke, pri Slovaški nekaj podobnega in to seveda za bolnišnično rabo. To zdravilo je varno samo v rokah infektologov, pa še v tem primeru pravzaprav ne vemo, kateri odmerek bi tisti, ki bi lahko deloval. Torej za zelo resne zaplete in še vedno pravzaprav tipamo nekako. Je pa, kot sem rekel, res, da se na tem dela pravzaprav sedaj kar intenzivno. Druga zdravilna učinkovina je molnupiravir. Molnupiravir je ena od protivirusnih učinkovin, ki spada med majhne sintezne molekule. Preprečuje podvojevanje virusa na ta način, da prepreči, da bi virus lahko na osnovi celičnega mehanizma sintetiziral pač novo RNA kopijo. S tem, ko prepreči podvojevanje virusa, prepreči razširitev virusa po organizmu. Tako imenovani tekoči pregled, ki ga že poznamo, odkar se ukvarjamo seveda z podatki razvoja zdravil pri COVID-u, tekoči pregled pomeni, da Evropska agencija za zdravila sproti spremlja, kaj se dogaja za samo učinkovino, je bil narejen že januarja 2021, skratka pred nekaj meseci, vendar še vedno traja. Klinične študije, ki so šle iz druge v tretjo fazo, še niso pokazale take učinkovitosti, da bi to učinkovino lahko sprostili in bi seveda registrirali kot zdravilo. Molnupiravir izdeluje farmacevtska družba Merck, ki je pa naredila eno zelo pozitivno potezo, namreč dovolila je, kljub temu, da gre za originatorsko zdravilo, povezala se je z 5 indijskimi generičnimi farmacevtskimi družbami, ki sedaj proizvajajo in seveda tudi istočasno testirajo to zdravilno učinkovino. Potem imamo pa še novo, potencialno biološko zdravilo, spada med monoklonska protitelesa, razvila ga je družba Glaxo in to je Sotrovimab. Sotrovimab, čim je končnica map, če vas lahko nekoliko poučim, pomeni, da gre za humano monoklonsko protitelo. Skratka, je protitelo, ki nadomešča naša protitelesa, ki nastanejo po okužbi ali po cepljenju. Seveda, daleč od tega, da bi bilo teh protiteles dovolj, skratka, to protitelo se veže na tisti virusni S-protein, površinski protein, in na ta način prepreči, da bi se koronavirus, torej SARS-CoV-2 virus, vezal na naše človeške celice. Daleč od tega, da bi bilo ta nadomestek cepljenja ali nadomestek prebolelosti, je pa seveda v uporabi pri resnih hospitaliziranih primerih, ko gre bolezen v končno, pravzaprav zelo nevarno fazo. Predvidoma naj bi Sotrovimab prišel na tržišče, če bo dobil dovoljenje za promet novembra, decembra 2021. Pri ivermektinu še ne vemo. Molnupiravir pa tudi lahko pričakujemo proti koncu leta. Torej tisti, ki čakate na zdravila, namesto da bi se cepili, kar je absolutno seveda pravica vsakega, bo potrebno še nekaj časa zelo paziti. Prva res učinkovita zdravila bi bila lahko na tržišču na začetku januarja 2022. Kar zadeva razvoj cepiv, v tretji fazi imamo 24 cepiv. CureVac je cepivo, ki ga pričakujemo, gre za RNA cepivo, torej je zelo podobno cepivu Moderne in pa cepivu Pfizer-BioNTech. Nekako naj bi naredili 300 milijonov odmerkov v letu 2021, zato so se, ker gre za majhno nemško biotehnološko podjetje, povezali z farmacevtskimi družbi Novartis, Bayer in pa Glaxo,
ki so ponudili kapacitete za izdelavo 300 milijonov odmerkov. Neprestano imamo vprašanje, kako je z Sputnikom. Sputnik, torej osnovno Sputnik cepivo, Sputnik V, ki je pravzaprav bilo tisto prvo cepivo, ki se je registriralo, je izjemno podobno po strukturi oziroma po delovanju cepivu AstraZeneca in pa Johnson & Johnson. Ima nekoliko večjo učinkovitost, zato ker je sestavljeno iz dveh vektorskih osnov, torej dveh adenovirusov. In v petek se je inšpekcijska skupina EME vrnila z Gamaleja inštituta v Rusiji, kjer so pregledovali še zadnje inšpekcijske, pravzaprav tiste klasične postopke. Tako da nekako pričakujemo, če je to vse v redu, da bi lahko bilo cepivo Sputnik na razpolago v Evropski uniji, kar se tiče Evropske agencije za zdravila v juniju. Vendar pa podatkov o tem, kaj so inšpektori ugotovili na samem inšpekcijskem pregledu, tega nimamo. Kar zadeva tistih klasičnih cepiv, namreč vprašanja so zelo pogosta. Saj imamo vendar toliko možnosti izdelati cepiva po klasični metodi, torej da niso ne DNA, ne RNA cepiva. V tem trenutku imamo pravzaprav situacijo sledečo. Prvo tako cepivo, ki ga pričakujemo znotraj Evropske unije, je cepivo Novavax, to je ameriško cepivo ameriške farmacevtske družbe, ki pa zamuja tako z tistim končnim pravzaprav na nek način podajanju dokumentacije, kakor tudi proizvodnjo. Tako da tukaj smo pričakovali, da bi že v juniju lahko bilo registrirano v Evropski uniji, vprašanje, kdaj bo. Potem imamo tukaj dve kitajski cepivi, ki sta klasični cepivi, torej uporabili so SARS-CoV-2 virus in ga inaktivirali. Gre torej za, uničili so njegovo virulentnost. Ti cepivi vsebujeta komponente virusa, torej celotni virus, vendar ta virus seveda se ne more razmnoževati, zato je varen. Kar se tega tiče, varnost bo se dokazana šele v postopku registracije. In sicer 4.5. je Evropska agencija za zdravila začela z tekočim pregledom torej obeh cepiv iz Kitajske, to je Sinovac in pa Sinopharm, nekaj dni prej ali kasneje, enega ali drugega. Tako da tisti, ki bi želeli biti cepljeni z klasičnimi cepivi. Mogoče to nisem povedal, ne, torej cepivo, če se vrnem nazaj, Novavax je narejeno zelo podobno, kot je narejeno cepivo proti HPV virusu in pa proti nekatera cepiva proti običajni gripi, če lahko rečem običajni, tako da tehnologije so tukaj seveda nekoliko starejše in tisti, ki čakate na to, da bi dobili cepivo narejeno po klasični tehnologiji, bo to verjetno najprej v juliju ali mogoče že kasneje. In če mi dovolite za konec še en podatek, ki vam lahko veliko pove. Star je pa teden dni. Gre za bazično učinkovitost cepiv. Neprestano poudarjamo razliko med idealno učinkovitostjo in bazično učinkovitostjo. Idealna je torej, da če se cepim, ne bom zbolel. Bazična učinkovitost pa je, če se cepim, mogoče bom zbolel, ampak bo to ali asimptomatsko, pravzaprav ne bom vedel, da sem zbolel in bo šlo mimo, nastajala bo protidelesa, ali pa, ker so že prisotna, ali pa bo prišlo do rahle oblike bolezni. Ne bo vodila v hospitalizacijo ali celo v smrt. In podatek je sledeč, v Združenih državah Amerike je od 117 milijonov vseh, ki se je cepilo z dvema ali enim odmerkom, odvisno od posameznika, od situacije, le 9760 zbolelo. To pomeni, tisti, ki so se cepili, razmerje je 1 na 10.000 cepljenih oseb. Kar nam veliko pove o učinkovitosti cepiv. Hvala lepa. Hvala lepa tudi vam za vašo predstavitev. Je morda kakšno vprašanje za dr. Štruklja? 24 ur, izvolite. Dober dan. Zanima me, kako mogoče ocenjujete cepljenje, hitrost cepljenja pri nas, kako bi lahko ljudi še spodbudili, da bi se cepili in pa mogoče ta precepljenost med starejšimi, nad 50 let recimo ne raste tako hitro zanimanje. Slišali smo, da so še vedno hospitalizirani starejši od 50 let.
kako pomembno je, da se predvsem starejši cepijo. Hvala. Hvala lepa. Če pogledate graf smrtnih primerov, vidimo absolutno vpliv tako seveda cepljenja kot tudi prebolelosti pri starejši populaciji, kar je samo po sebi popolnoma razumljivo. Po drugi strani razumemo pomisleke in seveda, ko vidimo, da se bolezen umirja, smo veseli, da je temu tako, potem je lahko pomislek posameznika sledeči, ja pa saj se bo umirilo, zakaj bi se pa jaz cepil. To je življenjsko, ampak na nek način se pa le živimo v neki skupnosti in če se vozimo po isti cesti, poskušamo seveda to isto cesto uporabiti res za dosego cilja. In zato bi nekako z vsemi temi kampanjami verjetno dosegli, oziroma upam, da bomo dosegli več. Skupaj z prebolevnostjo bi želeli imeti neko normalno poletje. Kot pravimo, vsak ima pa seveda pravico zbirati. Hvala lepa. Sledi vprašanje STA. Izvolite. Lepo pozdravljeni, dr. Štrukelj. Mene pa zanima, kaj lahko poveste, oziroma kaj je znanega o tem, koliko cepljene osebe prenašajo virus, kaj kažejo zadnje študije na to temo. Hvala lepa. Hvala lepa. Mislim, da nisem prava oseba za to. Škoda, da tega niste vprašali docent Logarjeve, ki je bila pred menoj. Nekako se kaže, vedno več in več podatkov sicer je, ampak ni absolutne številke. Skratka, vedno je možno, ravno prej sem povedal o tako imenovanem, če se cepimo in smo asimptomatsko okuženi, ta okužba je še vedno možna, saj ni 100% zaščite pred okužbo, 100% zaščite pred hospitalizacijo. To pomeni, da sem jaz varen, ampak nekako prenašam lahko virus naprej. Še vedno ne vemo pravzaprav, kdaj, kako, koliko časa. In zato tudi sam sem cepljen, ampak nosim masko iz odgovornosti do drugih. Hvala. Tudi Svet na kanalu A ima vprašanje za vas. Izvolite. Lepo pozdravljeni. Zanima me, kako je z AstraZeneco, kako je v drugih državah, kdaj dobijo ljudje drugi odmerek drugod po Evropi in pa kakšno stališče je v Sloveniji oziroma ali bi lahko to obdobje med prvim in drugim odmerkom zmanjšali. Hvala lepa. Lepa, ja, glede obdobja, ne samo pri AstraZeneca, velja pravzaprav za vsa vektorska cepiva, nekoliko manj prostora imamo pri RNA cepivih, ti dnevi niso tako zelo pomembni. Torej, marsikdo vpraša, ali se lahko cepim mogoče glede na situacijo posameznika nekaj dni prej, lahko, ali nekaj dni kasneje, še boljše. Mislim, torej govorimo o teh 3 mesecih. Skratka, nekaj dni, teden dni gor ali dol ne pomeni veliko. Zakaj? Pri prvem odmerku je število oziroma koncentracija imunoglobulinov G, to je tistih zaščitnih protiteles, kar močno poraste, govorimo o 60%. In drugi odmerek je pomemben, da se ta odstotek še približamo želenim 75-80%. Torej vidimo, da pri drugem odmerku pravzaprav aktiviramo, predvsem pa kaj aktiviramo, tako imenovano celično imunost, torej nastanek tako tistih spominskih celic in z drugim odmerkom bomo podaljšali obdobje, s katerim bomo zaščiteni. Ali bo potreben tretji odmerek ali ne, to je še stvar doktrine. Hvala lepa. 24 ur ima še eno vprašanje. Prosim. Ja, mogoče še to, mnogi so zaskrbljeni glede dolgoročnih morebitnih učinkov negativnih teh cepiv, vseeno zdaj že pravzaprav skoraj 1 leto, odkar so se začela klinična preizkušanja, nekateri ljudi so bili torej cepljeni dolgo časa nazaj, se jih opazuje, ali lahko že kaj več rečemo, so to že dobri podatki tudi, kar se tiče dolgoročnejših učinkov. Hvala. Spoštovana Špela, vprašanje je seveda zelo na mestu, ampak odgovor je ne vemo. Kar vemo, smo presenečeni nad veliko učinkovitostjo in varnostjo. Vendar pa, če vam lahko odgovorim, najlažje ponazorim z zgodovino. Ko so se razvijala zdravila, torej zdravilne učinkovine, proti povišani koncentraciji LDL holesterola, so bile nekatere izjemno učinkovite. Vendar, ko so izkazovale nekoliko več negativnih stranskih učinkov, so bile po 2 do 3 letih umaknjene s tržišča.
Tako da enako ali mogoče celo bolj pomembno je, da spremljamo dolgoročne učinke cepiv, narejenih tako z novo tehnologijo, kot tudi z klasično. In odgovor je, nihče ne more napovedati in nihče ne more vedeti, kaj bo, vendar lahko pa pričakujemo pri vseh teh cepivih, kot sem povedal, 24 je ta trenutek v 3. fazi, da bodo nekatera izkazovala večjo varnost dolgoročno, nekatere pa manjšo. Vkolikor bi se pokazalo, da je nek učinek prisoten in povezan z cepivom, potem se to cepivo ne bo več uporabljalo. Zakaj je to pomembno? Če se bo izkazalo, da bomo potrebovali sezonsko cepljenje proti SARS-CoV-2 virusu, česar še ne vemo, potem bo seveda šlo to cepljenje v smer varnosti, ne toliko učinkovitosti kot varnosti. Poglejte, vektorska DNA cepiva vsebujejo osnovni vektor, ki je adenovirus. In ne vemo pravzaprav, če bomo ta adenovirus uporabili kot cepivo več kot 3-krat, 4-krat, ali bo naš organizem začel reagirati na ta adenovirus. Pri bioloških zdravilih je zelo podobno. Biološka zdravila, vemo, so zelo učinkovita, so varna, ampak pri kronični uporabi po 2, 3, 4 letih, recimo pri kroničnih bolnikih z vnetnimi boleznimi, se izkaže, da ta zdravila nima več takega učinka. Zakaj? Ker je to beljakovina, proti kateri lahko naše telo začne tvoriti protitelesa. Ali bo pri vektorskih cepivih enako, ne vemo, imamo pa seveda že rešitev. Rešitev je ta, če se sedaj cepimo z vektorskim cepivom, 2, mogoče 3 odmerke, se bomo verjetno, bo to doktrina, kasneje cepili z RNA cepivom in obratno. Hvala lepo tudi za ta odgovor. Še kakšno vprašanje morda? Špela Lobe se je prijavila še enkrat. Ja, mogoče samo še to, tisti, ki so bili recimo cepljeni na začetku leta, zdaj bo počas pol leta od tega, ali je že na mestu, da so kaj bolj spet pazljivi in da se ne zanašajo na to učinkovitost, ali kažejo podatki, da učinkovitost drži dlje časa? Učinkovitost drži dlje časa. Še posebej pri RNA cepivih je, torej spremljamo količino specifičnih protiteles skozi celo obdobje in ja, učinkovitost je boljša, kot smo pričakovali, vsaj kar se RNA cepiv tiče. Hvala lepa. Kot kaže, je bilo to zadnje vprašanje. Počakam še trenutek ali 2 na morebitne nove prijave. Ni več vprašanj. Dr. Štrukelj, hvala lepa. Hvala lepa za povabilo. Morda še kakšno vprašanje, preden zaključimo z novinarsko konferenco. Manca Turk, izvolite. Ja, pozdravljeni. Torej, kot kaže, je JAZMP v petek podala zeleno luč za uporabo testov za samotestiranje v šolah. Zanima me, kdaj se bo samotestiranje učencev zdaj začelo. Hvala. Hvala lepa za vprašanje. Ta informacija drži. Postopki na Ministrstvu za zdravje so že stekli dalje. Takoj, ko bo kaj konkretno dogovorjenega in odločenega, vas bomo ob tem seveda obvestili. Še kakšno vprašanje? Kot kaže, ni več vprašanj, zato s tem zaključujem današnjo novinarsko konferenco. Hvala lepa in nasvidenje.